Vem, kako je bilo kaj nastopati danes v tej naši klasiki? Ja, to je tako pričakovanje veliko, ne? Ampak drugače pa kar užitek, ne? S svojimi kolegi, s katerimi smo zdaj v bistvu skoraj 2 meseca pa nekaj časa ustvarjali. V bistvu zahteva zelo eno veliko koncentracijo, kar v bistvu skoraj vsaka komedija, ne? Ta pa še mogoče posebej zaradi tega, ker vsebuje tudi ta arhaični jezik, ne? Ki je za mene kot Štajerko kar ena francoščina, ne? Nekateri moji kolegi Gorenjci jim je to šlo lažje iz jezika. Drugače pa ja, se veš, premiere so zmeraj take napete, malo nisi čisto, ampak mislim, da smo kar uživali. Ja, dobro vprašanje. Nikoli si nisem mislil, da bom pri teh letih igral to vlogo v tej predstavi. Res, da sem začel z Linhartom. To je bila moja prva predstava v osnovni šoli, kjer sem igral v Županovi Micki. Takrat sem pravzaprav se okužil z gledališčem. Matička pa sem rekel, to pa kaj čem jaz Matička igrati. Mislim, nasploh, saj te vloge, ne. Nisem nikoli imel tega v mislih. Potem se je to zgodilo, malo sem bil skeptičen, da vse ne vem, kako sem lahko Matiček pri 50 in kaj ona vidi na meni, a ne. Če pa en tak arhetip slovenskega klenega mladeniča, Matiček, to smo že malo čez, ne. Tako da ja, no, ne vem, smo šli pač v neko druge smeri, tako da gre. Jaz sem si pa razložil, je pač že nekdo, ki ni v življenju bil toliko ambiciozen, da bi lahko tekom let toliko napredoval, se pravi še vedno ta služabnik pri tem baronu. Nekdo, ki preprosto je zadovoljen s svojim življenjem v takem oziru, kakršnega živi, da je pa dobil eno lepo Nežko, s katero se bo poročil, je bila pa najbrž neverjetna sreča. Ja, dober. Veš kaj, ene stvari smo še mogoče morali preveriti, pa to, sicer smo imeli že 3-krat publiko, pa to, ki je bilo zanimivo danes, no, drugače je bilo malo, ja. Se mi zdi, da je bila publika malo tako zadržana od začetka, pa da se je pol v bistvu sprostila, pa to, ampak v redu je bilo, ja, v redu. Bilo mi je fantastično, zato ker po pravici povedano nisem vedel, da je Linhart tako pomemben mož, kot je bil in kot je še vedno in še zmeraj postavlja slovenski teater gori in da smo v tistem trenutku, tako kot redko Slovenci v zgodovini, vzpostavili kontakt z zahodnim razvitim svetom, ne, ki je takrat nekaj veljal, ne, ker stari Grki pa Rimljani so bili že forbaj, ne. Tako da fantastično, mislim, to je velikan, ki ga res nisem cenil. Sploh se mi pa zdi, da je Diego Debreja postavil eno tako zelo pazljivo, zelo rahločutno postavitev je dal, znotraj katere lahko igramo na prav način, ne. Je pa zelo težko, seveda to, ne. Ampak pustimo zdaj, ne bomo zdaj govorili, ja, Beletke se mora smehljati, pa tako, ne, na prstičkih, ne. Kako se ti kaj zdela današnja predstava? Ja, Matiček se je poročil, to je bistvo, naj ljubezen živi. Ti še čakaš svojega princa na belem konju ali je že prišel kakšen? Zaenkrat še čakam in tisti bo ta pravi junak, ki me bo rešil vseh tegob in seveda popeljal pred oltar. Kot Matiček. Odlična je. Moram reči, da sem prav vesel, da sem prišel na današnjo premiero. En tak lep uvod v konec tedna, sproščen, dobro sem se nasmejal. Odlično je, bom rekel, posodobljena, ne toliko v samem smislu zgodbe, ampak da je na primerno skrajšana, ampak še vedno ohranja zelo dobro svoje sporočilo.